To je moj odgovor. Ta strašni čas, neurejeni čas, poplavlja z nemirom iskanja vse naše. Vse naše smeri lomi in ubija nam sanje. Zločin zakrament, zakrament je zločin. Bolest je z ljubeznijo speta. Oropana tiha svetišča so src, kakor da so zakleta, prekleta. Iz mrtvih in zapuščenih selišč plovejo sive, obupne molitve. Polmrtvi evropski človek, ko tam si kliče rešitve. Rešitve. Nobena doba še ni bila tako velika po svojih vprašanjih in tako bedna po svojih odgovorih, kakor je naša. Ni čudno, da smo izgubili vero v božanstvenost religije, ki je sodelovala na vseh koncih in krajih za srečen izid vojne in pridigala zvestobo in uslužnost evropskim mogotcem, s tem pa poganjala v smrt milijone nedolžnih žrtev in osirotela 10-milijonske množice. Ali je čudno, da v tej dobi pravijo, da smo majhni? Majhni smo zato, ker hočemo služiti malenkostnim, sebičnim idejam. Vemo, da je doba povprečnikov, epigonov in iskalcev. Vemo, da je doba laži, neiskrenosti in hinavščine. A že samo to priznanje je za nas tako veliko, ker si upamo priznati v obraz najkrutejšo resnico, da je to življenje, ki ga živimo, laž in da moramo živeti drugo življenje, ki bo resnica. Rajši hlapčujemo in sanjarimo, kakor da bi živeli in si vladali. V času, ko nas tepe bič evropskih imperializmov, poklepkamo pred Boga in molimo za svoje pravične gospodarje. In ti gospodari nam pustijo Boga in vzamejo vse pravice, ki jih je Bog dal človeku. Preveč smo se ogledovali po Evropi, premalo po sebi. Mesto, da bi naš razbiti voz razvoja spravili v tek, da bi si predočili neizbežen propad slovenske bodočnosti, ki nas čaka, ko bomo prekrižanih rok stali pred tekočimi dogodki, stopamo iz realnosti v nejasen misticizem in v ekscentričen solapsizem lastnega izpopolnjevanja. Ne civilizacija, ne izobrazba. Pravi smisel je v kulturi srca. Enkrat in zavedno hočemo obračunati z onimi, ki v svojem malenkostnem malomeščanskem samozadovoljevanju oslepijo za krivice in krivice. Enkrat zavedno obračunamo z onimi, tolažečimi gladno, zmržujoče človeštvo s tolažbami onega sveta, ki rosi v človeka krščansko ponižnost in usmiljenje. Mi smo prepričani, da bo le v času pravice nastopila med ljudmi ljubezen kot pogoj, cilj in vsebina življenja posameznika in človeštva. Ljubezen kot faktor, ustvarjajoč iz človeštva enoto, ki je pogoj večnemu miru. V borbi za resnico, v obrambi pravice, v protestu proti vsem protičlovečanskim dejanjem sodobne blazirane civilizacije, v borbi zoper gnilo kulturo se bo izkazoval potencial duhovne sile. Trpljenje, zasmehovanje in krivica, vse to nas bo skovalo v še neustrašnejše borce za tiste ideje, v katere verujemo. In tu naj zastavim svoje pero. Vse današnje življenje, korupcija, verižništvo, vse se da ozdraviti. Vsa današnja kultura je laž, vsa današnja civilizacija je fraza. Zato, ker je vse samo forma ali pa sredstvo za gotova politična sidra. Čas zahteva nove orientacije. Odkril sem civilizirani obraz, za njim pa je sijal elementarni, resnični obraz človeka. Ves je bil živ, a ves zatejevan. Premišljam in bi povedal rad svojo misel vsem mladim, vam, ki so vam misli še čiste in dotaknjene samo od srebrne rose mladosti. Mladi moramo biti pogumni za življenje, ki se mu danes marsikdo cinično smehlja. Cinizem je smrt. Mi se zavedamo, da leži odgovornost bodočnosti na nas, da ležijo v bodočnosti pogoji našega življenja. Zato ne bomo podobni tistemu učenjaku, ki mu je prišla postrežnica povedati, da je streha v plamenih, pa je odvrnil, da njega gospodarstvo ne zanima. Pri nas moramo stremeti le globokim, resničnim, velikim ciljem. Kultura mora biti, na kateri mora sloneti naša politika, ne pa obratno. Svojim telesnim potrebam
Svojim nagonom ustreže človek kmalu, svojim duševnim potrebam nikoli. Do čim stremi telo k zadostitvi najnujnejših vitalnih potreb, išče duša trajnega zadovoljstva, harmonije. In ravno zaradi tega so pravzaprav duševne sile tiste, ki gibljajo življenje, tiste, ki ga pomlajajo. Kultura gre svojo pot, kakor luč je. Njena sila je v tišini in v svetlini. Ne hrumi kakor življenje, ki mu postavljajo vsak dan ponosnejše stavbe. Tudi jih kultura ne zahteva. Tudi sama je stavba nad stavbami. Stavba brez težne duševnosti. Stavba misli in duha, ki ne vzame lakomnikom zemlje niti pedi. In to je njen ponos. Večna je in povsod je. Vedno bdi nad nami kakor svetal cilj, proti kateremu moramo iti. Ne bomo se ozirali na one, ki prodajajo za skledo leče svoje prepričanje. Tudi na one ne, ki ga sploh nimajo. Le za resnost in poštenost sobojevnikov nam gre. Tudi ne moremo nikomur izmed njih obljubljati raznih ugodnosti, ki jih sami nimamo. Tudi ne pravimo, mi smo, ki vas vodimo v obljubljeno deželo pravice. Ne mi, ampak vsi, ki se bodo borili za poštenost, odkritosrčnost in načelnost v življenju, pripomorejo k razvoju. Naše pozitivno delo bo absolutna zmaga nad slovensko kulturno lažjo. Srečko Kosovo.